Pozdravček, spet tukaj v tej skupini Čarobno telo. Danes sem malo tako pokrita, zakrita. Moje telo gre čez neke transformacije in me tako malo me zebe. Tako da sam vseeno bom, to ne bo verjela tistega, kar bi rada povedala danes. In sicer si tudi vi lastite svoje bolezni in bolečine v smislu, ali jih naslavljate tako, moja bolezen, moje bolečine. To sem opazila recimo, zdaj delam veliko teh individualnih tretmajev, ljudje si pač pri meni zakupijo pač 10 tretmajev, pa paket 5 tretmajev, pridejo k meni, potem naslavljate svoje bolečine kot moje bolečine, moja bolezen, oziroma na kakšni delavnici pridejo, rečejo moje bolečine. In če mi dejansko, če si vi vzamete nekaj, oziroma če mi naslovimo nekaj kot moja bolečina, moja bolezen, to dejansko si to lastimo in potem tega ne moramo spremeniti, če govorimo, da je to naše. In tukaj, v tej skupini sem včeraj tudi objavila kako bi rekla, pač en tako pogovor z Ano Peskar, kjer sem predstavila to orodje, komu to predstavlja. In dejansko, če si mi govorimo moja bolezen, moje bolečine, komu to pripada, ne bo pomagali. Tako da vse posod, kjer se lastite kjer si lastite te stvari, ki jih imate, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Alright, biti med potem pa online shorts, boy, sem jaz. Živijo, Helena, živijo in vsi, ki ste se pridružili, lepo vas je videti. Torej, vse posod, kjer ste vzeli to za svoje, ker to naslavljate kot svoje, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right along with the med potem pa online shorts, boy, sem jaz in za tiste, ki prvič slišite, kaj sploh govorim, right along, kaj je to, to je dejansko čistilna izjava Access Consciousnessa in s tem vprašanjem, ko je zastavim eno vprašanje, privzdignemo te neke poglede, ki jih imate, neke odločitve, ki ste jih naredili sodbe, in ta čistilna izjava potem to vrže iz obstoja. In tudi lahko si to sami naredite, torej v smislu, vse posod, kjer sem, recimo, da imate neke bolečine ali pa bolezen, torej vse posod, kjer sem to naredila za svoje oziroma naredil za svoje, vse to razgrajujem in učem, pa right around with the med, potem pa online shorts, ker to v prvi vrsti sploh ni bilo vaše, ako ste pri nekom zaznali. In ste to, torej smo govorili včeraj o tem, dajte si pogledati tiste video, res je super, mislim, tako smo šli to orodje, res tako sem ga pravzaprav kar malo tako secirala na razne načine, tako da res priporočam. In ker se ne vprašamo v tistem trenutku, ko to zaznamo, komu to pripada, pa gremo v nek zaključek, zdaj imam pa jaz to bolezen, ali pa zdaj imam pa isto bolezen kot moja mama, ali pa oče, ali pa ne vem kdo, s tem to dejansko že strdimo in potem še utrjujemo to stvar tako, da naslavljamo to z moja bolezen, moja bolečina. In pa se boste sprašali, komu to pripada, pa ne bo šlo, dejansko morate vse te poglede, ki jih imate v zvezi s tem, da to vaše pač počistiti najprej. Helena, ravno to rabim danes, kako je lahko še boljše kot to, kaj je še mogoče. Takole dejansko se tudi drugega zaznava. Jaz vedno, ko grem takole v živo ali pa ko pišem te inspiracije tudi na svoji strani, pa to vedno vprašam, kaj bi bil največji prispevek danes za ljudi, kaj ljudje potrebujejo, morajo slišati, in potem takole. Torej, res dejansko bodite prisotni s tem, kaj govorite o sebi. Torej, tudi na področje telesa, imamo pa razna področja svojega življenja, kjer uporabljamo take, pač naslavljamo neke stvari, tudi, moji problemi, karkoli, in to strjujemo kot svojo resničnost in potem se pa na to potem uporabljamo orodje, ampak dejansko, če nekaj si lastimo, če se nečesa pravzaprav oklepamo, kot da je tudi naše, v ta orodja ne bojo tako dobro delovala, Morate najprej pač vse te, tako želim povedati to, da bodite prisotni s tem, kako to naslavljate. In najlažje je pač to takrat, ko ste, vsaj meni se zdi najlažje, takrat, ko se z nekom pogovarjamo, ker takrat vi izustite to ven. Tako, povejte na glas in boste slišali, poglej, kaj govorim. Ker tako dejansko imamo mi tako dnevno, gre skozi našo glavo, tukaj njih misli in tega, da se tudi ne ulovimo, ampak ko pa se z nekom pogovarjamo, ko nekomu pripovedujemo in če smo prisotni, takrat, če tudi prisluhnemo temu, kar mi sami govorimo, se lahko ulovimo na teh svojih
kako bi rekla, omejujočih pogledih, nekih odločitvah, nekih, kako bi rekla, izračunih, ki smo jih naredili s to stvarjo, ki jo imamo. In potem lahko seveda začnete to čistiti s temi orodji, Access Consciousness, oziroma če uporabljate kaj druga, pač z drugimi orodji. Za mene pač delujejo ta orodja res odlično, tako da zato jih tudi pač, kako bi rekla, skušam čim bolj razširiti. In ja, to bi bilo za danes, no, tako en tak kratko javljanje. Za vse tiste, ki ste iz Maribora ali pa iz bližine, imamo 9. decembra, torej v nedeljo 9. decembra v Mariboru prvič celodnevne izmenjave, poskusno. Nekaj mest je še prostih, tako da tisti, ki vas zanima, se hitro prijavite. In bomo na začetku, v jutranjem delu, bomo obravnavali telesni proces limfno-žlezna neskladja. Torej imamo tako zjutraj, imamo tako delavnico, potem gremo na kosilo, potem po kosilu pa imamo izmenjave. Presrečno, prosto pa priširno, torej izmenjate tisto, kar znate. Oziroma tudi, če nič ne znate, pa pridete že zjutraj, se boste naučili tega procesa limfno-žlezna neskladja, ga lahko potem v popoldanskem delu izmenjujete z udeleženci. Tako da, ja, koliko je lahko še boljš kot to, tudi Maribor se prebuja, kaj bomo še ustvarili, kaj bomo še spremenili. Tako da vabljeni tisti, ki ste iz bližine Maribora, oziroma kdorkoli v končni fazi, se ljudje se včasih pripeljejo tudi iz drugega konca Slovenije, če jih nekaj res zanima. Ne? Tako da vsem skupaj en lep pozdravček. Vesna piše, ola Barbara, moje ni, sigurno ni tvoje. Lepo se imejte, en čudovit teden vam želim in se slišimo, vidimo, beremo. Pa, lepo se imejte, adijo.